Če lahko, prosim, opišete trenutno situacijo vzdolž izraelske severne meje z Libanonom na obeh straneh, v severnem Izraelu in v južnem Libanonu. Torej, IDF je nameščena oziroma poskuša vzpostaviti nadzor vzdolž tistega, kar imenujemo rumena črta. Pravzaprav ni nobene črte. Ampak to je na razdalji včasih 1 kilometra, včasih 12 kilometrov od meje, s čimer znova ustvarjajo varnostno območje. In tam je približno 50 muslimanskih šiitskih mest, ki jih zdaj uničuje IDF zaradi prisotnosti Hezbolaha v teh mestih in pod njimi. To pomeni, da prihaja do vsakodnevnih stikov, bojev, spopadov med stranema. Medtem ko je glavna grožnja Hezbolaha so FPV droni, to so majhni droni, ki jih včasih izstrelijo z velike razdalje, celo zunaj rumene črte. In težko jih je izslediti, zato jih je tudi težko prestreči. So zelo majhni, prenesejo lahko le majhno količino eksploziva. In napadajo vojake bodisi v Libanonu ali tudi v Izraelu ob meji. Zaradi poskusov prestrezanja prihaja do alarmov in na ta način imamo vsak dan sirene v različnih krajih na severu. In včasih, kot prejšnji petek, je Hezbolah namerno izstrelil rakete proti izraelskim skupnostim. To je bilo v Ari in Kirjatu samo v petek. Tako je, kot da se vračamo v normalno stanje. A v resnici so zvoki vojne tam, kjer živimo, stalni. Ali opažate spremembo v taktiki Hezbolaha v primerjavi s prejšnjim valom spopadov leta 2024? Ja, popolnoma drugače je, ker je leta 2024 vsaka salva Hezbolahovih raket je obsegala približno 20 ali 30 raket, včasih celo več. Tega v trenutni kampanji ni bilo in se zagotovo ne dogaja v domnevnem premirju. Strinjam se s tem, kar ste povedali. Premirja ni. Pravzaprav je premirje za Tel Aviv in je premirje za Bejrut. Prva izjema pa je bila prejšnji teden z ubojem poveljnika brigade Radvan. A to še zdaleč ni dovolj, da bi resnično ustavili proces obnove Hezbolaha. Glavna dejavnost IDF je osredotočena na jug. Glavna dejavnost Hezbolaha pa je osredotočena na sever Izraela. Torej, govorili ste o prizadevanjih Hezbolaha za obnovo. Kako dobivajo svoje orožje? To je že drugič, da potekajo intenzivni spopadi, čeprav so zdaj nekoliko bolj omejeni, kot so bili marca in v začetku aprila. Ampak še vedno imajo rakete, ki so jih izstrelili, še vedno imajo drone, imajo te FPV-je. Ali so vse to sami izdelali ali pa jih tihotapijo v Libanon? Kolikor vemo o FPV dronih, so verjetno uvoženi, vendar bi lahko razvili tudi sposobnost, da jih sestavijo v Libanonu. Druge bi lahko sestavili. Vemo za majhne proizvodne delavnice za izdelavo brezpilotnih letal. Raket je enostavno narediti, torej ja, in te se proizvajajo bodisi v Bejrutu ali v Debki. Kar zadeva uvožene, je tihotapljenje iz Sirije še vedno poteka, čeprav jih sirska vlada nekaj zaseže. Ampak na terenu so tihotapci, ki to počnejo za denar. In upoštevajte, da meja med Sirijo in Libanonom ni zagrajena in ni ograjena. In vse je odvisno od terena. Če lahko tovornjak prečka hribe in doline, torej, če obstaja cesta, obstaja možnost. Poleg tega je verjetno aktivna tudi pomorska pot. Vprašanje je o letališču Hariri, saj tam zdaj ni več rednih iranskih letov kot v preteklosti, le diplomati, in morda tudi oni kaj prinesejo. Za FPV-je imajte v mislih, da potrebujete le en tovornjak, da jih pripeljete na stotine, ker so zelo, zelo majhni. Poglej, Sarit, to, kar opisuješ, je res izjemno. Mislim, to je drugo premirje v Libanonu po, kot sem omenil, intenzivni vojni leta 2024. Takrat je Izrael na koncu dejal, da je bistveno zmanjšal zmogljivosti Hezbolaha. 80% njihovega raketnega arzenala je bilo uničenega. Večina v enem dnevu, v eni sami operaciji, Severne puščice. Kako si razlagate to
učinkovitost, ki so jo uspeli doseči. Še vedno morda ne 30 raket v enem salvu, vendar so bili dnevi, ko so izstrelili več 10 raket na skupnosti ob severni meji. Ste bili torej presenečeni, da so še vedno lahko delovali tako, kot so? In še enkrat, kako si to razlagate? Poglejte, vse je stvar matematike. Če pogledate številke, je imel Hezbolah leta 2023 75.000 raket. Govorim samo o raketah, prav? Ne štejem minometov in ne štejem dronov ali brezpilotnih letal. Za različne dosege v Izraelu, in nekatere med njimi so bile natančno vodene rakete, 75.000 zmanjšanje za približno 80%. S tem pridemo do približno 20.000. In napadali smo v Libanonu med obema kampanjama približno 2-krat na dan proti Hezbolahu po celotnem Libanonu, vendar večinoma na jugu. Tako da smo morda jih še dodatno oslabili, ko smo vstopili v trenutno kampanjo februarja, konec februarja. Tako da imajo še vedno tisoče raket. In to je situacija, ki jo vidite danes. Vendar Hezbolah ni sposobna izvesti invazije, kot jo je Hamas izvedel proti izraelskim skupnostim. IDF je tam kot zaščita med izraelskimi civilisti in Hezbolahom. Jasno je, da ima Hezbolah veliko težav, a vojna še ni končana. In čeprav se naše življenje ni vrnilo v normalno stanje, moramo stvari postaviti v pravo perspektivo. Današnja situacija je boljša, kot je bila pred letom 2023, ker smo jih vsak dan videvali na meji, zdaj pa jih tam ni več.